Pozdravljeni dvojčki. Torej, če ste v ascendentu dvojček, imate luno ali sonce v dvojčku, v tem videu vam bo predstavila, kaj vas čaka v letu 2025 na splošno. V tej napovedi se bom tako dotaknila področji kariere, poslovanja, financ, zdravja, ljubezni, pa tudi izobraževanja, družine in potovanj ter seveda splošne slike vašega leta. No pa kar začnimo, torej kaj vse se vam bo dogajalo, torej najprej bom pač povedala te glavne tranzite, ki sem jih tudi upoštevala v tej napovedi, pa da boste potem seveda lahko spremljali, torej kaj pač vam bom povedala. Torej Saturn bo od aprila dalje v vaši 10. hiši, saj se bo 29. marca 2025 premaknil v znamenje Rib. Jupiter bo v vaši prvi hiši, saj se od 14.5.2025 premakne v dvojčka. Rahu in Ketu pa bosta od maja, to je od 29.5.2025 naprej, bosta prehajala vašo 9. in 3. hišo, ker se bosta prestavila v znamenje Vodnarja in Leva. No pa gremo kar najprej na vašo kariero. Torej, na področju dela, kariere, poklicne poti je čas po maju videti izjemno pozitiven za vas. Torej, nekateri dejavniki se bojo takrat namreč spremenili in vam omogočili izjemno rast in napredek na vašem delovnem mestu. Vladar vaše 10. hiše, ki torej seveda predstavlja kariero, posel in službo, to je Jupiter, bo do približno 13. maja v 12. hiši. 14. maja pa bo vstopil v vaš ascendent, torej v vašo prvo hišo, od tam pa bo gledal na vašo 9. hišo usode. In tako se bo seveda vključil dejavnik sreče, ki ga 9. hiša predstavlja. In ta dejavnik bo prinesel nove pozitivne spremembe in izjemne priložnosti na področju dela, torej vaše kariere. Ker Jupiterova postavitev v prvi hiši velja za eno najbolj ugodnih in to se vam bo seveda zgodilo v maju 2025 in zato bo druga polovica leta v letu 2025 torej zelo ugodna za vas, za kariero. Torej, pravijo, da ta postavitev Jupitra v prvi lahko uniči in izniči torej, slaba obdobja, slabe dejavnike, ker zelo, zelo pozitivno vpliva na človeka. Tudi takšna pozicija tudi ni pogosta, zato jo morate seveda najbolje izkoristiti, ker Jupiterovi blagoslovi za vaše karierne področje bodo po maju v polni meri in takrat je dobro, da to tudi izkoristite. Poleg tega bo pa tudi Saturn aprila prešel v vašo 10. hišo kariere, do maja se bo tam ustalil in povečal svoj vpliv. Saturn je drugač planet stabilnosti, trajnosti in dolgoročnega uspeha in ta vam lahko zagotovo prinese stabilnost, ki si jo želite v vašem poklicnem življenju, ker Saturn tudi nadzoruje vašo 9. hišo sreče, ker ji vlada in od maja naprej bo pa seveda tudi Jupiter gledal na to 9. hišo, kot sem že povedala, kar bo pa res izboljšalo vašo karierno pot. Poleg tega bo pa v tej vsej zgodbi prisoten tudi Rahu v 10. in ta Rahu bo tudi pod vplivom Jupitra vse do konca maja. Tako da to je odličen čas, torej že od aprila naprej oziroma posebej po maju je torej to za vas res dober čas, da torej spremenite nekaj v svoji karieri oziroma stvari se vam bojo res pozitivno odvijale. Torej je pa to res dober čas, torej zlasti v drugi polovici leta za tiste, ki želijo zaradi nove zaposlitvene priložnosti v tujino. Rahu, ki se od junija nahaja v vaši 9. hiši, Jupiter, ki bo gledal na 9. hišo in Saturn v 10. vas lahko profesionalno popeljejo na izjemne višine in posebej to velja, če delate v tujini, če tam prebivate ali ste s tujino kakorkoli povezani. Drugače pa boste v tem času lahko dobili tudi neko novo delovno priložnost, ki vam bo omogočila selitev v tujino in vaša kariera bo rasla, mesec za mesecem boste profesionalno bolj uspešni, počutili se boste tudi bolj stabilno, bolj umirjeno in tudi bolj samozavestno glede svoje kariere. Je pa seveda odvisno, katero obdobje živite, to je tudi zelo pomembno, ampak na splošno vam kaže kar dobro. Drugače pa to leto tudi odlično leto za introspekcijo, retrospektivo, za izvedbo potrebnih sprememb, zlasti v prvih do 3-4 mesecih.
Če razmišljate o novi karierni poti, prosite za premestitev, menjavo službe, storite to v prvih 3 do 4 mesecev, takrat je to ugoden čas. Od maja naprej pa se skušajte ustaliti na enem mestu, ker če boste trdni, stabilni na enem mestu, boste lahko dosegli res dobre rezultate v drugi polovici leta. In tako vam svetujem, da se po maju izogibate prevelikim spremembam. To je čas, ko morate biti bolj stabilni in se osredotočiti na doseganje rezultatov in uspeha. To je zaradi Saturna, a ne zaradi Saturna, ki bo seveda v vaši 10. hiši kariere in Saturn pa zahteva stabilnost, trajnost, doslednost, a ne, za to. No, pa če gremo naprej na vaše poslovanje in posel, torej prvi 4 meseci leta bodo za poslovne dejavnosti povprečni, še posebej, če imate kakršnekoli poslovne odnose s tujino, uvoz, izvoz ali kakšno drugo povezavo s tujino. To področje je sicer lahko boljše od drugih, vendar pa bo od maja dalje in do konca leta poslovno področje pa zelo močno, torej bo pa bolje, ne? Torej v prvi polovici bolj tako povprečno, v drugi polovici pa precej boljše vam kaže na področju posla. Sposobni boste sprejemati premišljene poslovne odločitve, te vam lahko prinesejo nagrade, kot so povečanje poslovnih dobičkov, prihodkov, tudi znižanje stroškov, ker boste naredili potrebne prilagoditve, boste se zelo dobro znali prilagoditi, torej glede posla, ne? Potem vse te spremembe pa vam lahko tudi zagotovijo prednost na konkurenčnem trgu, morda boste tudi razmišljali o kakšnih novih poslovnih dogovorih, tudi bi znali razmišljati o vstopu v neka nova poslovna partnerstva ali širitvi poslovanja, ker bo Jupiter gledal, torej poleg tega, da bo gledal na vašo 9. hišo, ki vam prinaša res srečo, bo gledal tudi na vašo 7. poslovno hišo in tudi 5. hišo investicij in zato vam to lahko prinese res dober napredek v poslu in v karieri, kot sem že prej rekla, ne? In seveda vsi ti aspekti, vsi ti pogledi, torej na 7., 9. in 5., vam lahko prinesejo veliko pozitivnega. In vaš napredek v tem letu je lahko res izjemen, ne? Ampak seveda, če boste delali spremembe, jih naredite v prvi polovici leta, v drugi polovici bodite pa bolj stabilni. Je pa res, da se pa morate v tem letu izogibati sprejemanju nekih večjih poslovnih tveganj, finančnih odločitev in sklepanju novih poslovnih partnerstv, zlasti v prvih 4 mesecih leta. Torej, tukaj bodite pa previdni, no, kaj se boste dogovarjali, kako se boste dogovarjali in kako boste delali spremembe. Ampak, če jih že boste delali, jih naredite torej v prvi polovici leta, ne v drugi. No, pa če gremo na finance, torej na splošno videti, da se bo finančno področje počasi in postopoma izboljševalo od aprila dalje, ker težji vpliv Saturna na vašo 11. hišo ne bo več prisoten, prav tako ne bo več prisoten na vašo 6. hišo dela. To pomeni, da bo 6. hiša, ki predstavlja dolgove in službo, ter 11. hiša, ki predstavlja dobičke in prihodke, razbremenjena intenzivnih Saturnovih vplivov, torej pogledov, a ne? Finančno področje se bo od aprila in maja začelo postopoma izboljševati, še posebej od junija dalje, ko bo Mars, ki je pa vladar vaše 11. hiše, postal zelo močan in vplivan. Tako da druga polovica leta je za vaše finance zelo, zelo dobra. Ampak se vam svetuje, da vlagate premišljeno, da se izogibate nepotrebnim finančnim tveganjem, večjim poslovnim posojilom ali osebnim posojilom v prvih 3 do 4 mesecih tega leta. To je pa posebej naglašeno. Ampak tekom leta boste pa zagotovo začeli čutiti večjo finančno stabilnost in varnost, če boste seveda dobro premislili svoje poteze, sprejemali pametne finančne odločitve in vlagali preudarno. Če boste tako delali, potem lahko dosežete v tem letu zelo dobre rezultate na področju financ. No, kaj pa zdravje? Torej, prvi 3 meseci tega leta bodo nekoliko občutljivi za vaše zdravje, bodite previdni, ne zanemarjajte akutnih zdravstvenih težav, torej uživajte pravo vrsto hrano, redno jemljite predpisana zdravila, če jih imate,
Če, naprimer, jemljete več zdravil, jih jemljite pravočasno, seveda je za vas pomembno tudi gibanje, že blaga dozmerna telesna vadba, kot so sprehodi, splošna aktivnost vam lahko zelo koristi, to bo za vas zelo dobro v tem letu. Od aprila in maja dalje bo čas zelo ugoden za vas, mogoče je dobro, da razmislite, da bi se vključili v kakšen tečaj fitnesa, kakšne športe, da bi začeli torej se ukvarjati s kakšnimi športi, da bi se mogoče udeležili plesnega tečaja ali pa tečaja borilnih veščin, karkoli vas navdušuje. Vključitev v aktivno dejavnost bo namreč zelo dobra seveda za vaše zdravje, ne? No, zdaj smo pa že na področju ljubezni. Torej prvi 3 do 4 meseci ne bodo najboljši na tem področju, ampak čas od maja naprej in do konca leta bo pa zelo ugoden, ker bo Jupiter vplival na vašo 5. hišo. Samskim to lahko pomaga pri iskanju partnerjev, torej pri iskanju ljubezni, tudi bo večja možnost za začetek nekega novega razmerja. Za pare, ki pa so že v razmerju, bodo prvi 4 meseci bolj zahtevni, težki, lahko pride do vzponov in padcev, tudi občutka oddaljenosti, ampak od maja naprej se pa tudi vam situacija precej izboljša, ker se bo zdaj spet vrnila ljubezen, romantika in strast. V tem obdobju, torej v drugi polovici leta, vam kaže precej bolje. Poroka, torej za samske, ki se želite poročiti, prihaja zelo dober čas, da sklenete zakonsko vezo. Od 14. maja dalje bo Jupiter, vladar vaše 7. hiše odnosov, tudi poroke, stopil v 1. hišo, to pa je zelo močan in pozitiven astrološki položaj, torej za poroko. In tukaj bo imel seveda Jupiter direkten vpliv na 7. hišo poroke, odnosov in partnerstva in tudi na 5. hišo ljubezni. In to seveda prinaša res pozitivne spremembe, še posebej za samske, ki si želijo poroke. In za mnoge se lahko tako v drugi polovici leta, torej v tem letu, uresničijo sanje o poroki. Zdaj za pare, ki so že poročeni, se bo čas postopoma izboljševal, ko bo leto napredovalo, torej posebej, ko bo Jupiter stopil v 1. hišo, torej od maja naprej. Stvari se bojo takrat spremenile na bolje, to lahko prinese nek popoln preobrat v zakonskem življenju, ker vse težave, nesoglasja ali kakršnekoli zakonska disharmonija, ki ste jo morda čutili v prvi polovici leta, se bo od maja naprej začela razreševati, torej bo vse bolj pozitivno, s partnerjem boste bolj srečni, bolj zadovoljni, bolj optimistični, torej boste v bistvu scveteli, no, bi lahko rekla, ne. Tako da bodite potrpežljivi, ljubeči in skrbni, spoštljivi do svojega zakonca v prvi polovici leta, ker v drugi polovici leta torej vam kaže torej zelo dobro, torej v ljubezni, ne, in v zakonu. Kaj pa izobraževanje? Torej na področju osnovnega izobraževanja za dijaki, ki opravljajo srednjo šolo in študirajo na dodiplomski ravni, je čas od aprila naprej videti ugoden. Bo nekoliko več pritiska in zahtev v šoli, ampak z vloženim trdim delom in trudom lahko dosežete dobre rezultate. Zdaj, kar se pa tiče dolgoročnega, višjega izobraževanja, kot so na primer kakšni magistrski programi, doktorski študiji, je pa čas skozi celo leto ugoden, še posebej pa druga polovica leta. Ker rahel tranzit v 9. vam lahko prinese neke dodatne priložnosti in dokler se boste izogibali skušnjavam, motečim dejavnikom in ostali osredotočeni na študijske cilje in izobraževalne ambicije, boste lahko dosegli z rahljem v 9. res dobre, kar izjemne rezultate. Zdaj, v zvezi s prejemom na fakultete, še posebej v tujini, je to močno nakazano v drugi polovici leta in če je to vaša želja, se vam bo verjetno uresničila. No, kaj pa družina, torej za tiste, ki imate otroke, lahko morebitne težave v odnosu z njimi pričakujete v prvih 3 do 4 mesecih leta, od maja naprej pa bo čas zelo ugoden, torej vaš odnos z otroki se bo izboljševal, lažje se boste razumeli, se z njimi tudi bolj uskladili. Otroci vas bodo začeli bolj spoštovati, preživeli boste verjetno več kakovostnega časa z njimi, to bo tudi okrepilo vašo vez, vašo povezanost z njimi, ljubezen in boste tudi nekako več bo razumevanja v odnosu z njimi, ne. Tako da to leto je videti kar ugodno torej za krepitev družinskih vezi. Kaj pa potovanja? Torej za kratka potovanja je čas po aprilu videti dober,
V prvih 3 mesecih leta pa bo za vas bolje, da se izognete prevelikemu številu kratkih potovanj. Torej, če imate možnost dela nadaljavo ali hibridnega dela, bi bilo za vas koristno, da delate od doma, ampak od aprila dalje pa ne vidim večjih težav na tem področju, je pa kar ugodno. Za dolga potovanja, počitnice ali oddaljene destinacije pa posebej druga polovica leta videti precej aktivna, z veliko možnostmi za potovanja, je pa seveda pomembno, da premislite, ali je načrtovano potovanje potrebno ali ne. Ker preden se odpravite na katerokoli daljše potovanje, poskrbite za ustrezno načrtovanje, raziskovanje in skrbno preverjanje podrobnosti, ker je le Rahu v 9. in bi vam lahko kaj zakuhal tale Rahu. Tako da, če se boste dobro organizirali, če boste naredili dober načrt, potem bi to potovanje lahko potekalo brez težav, drugače bi se pa tudi lahko bi se kakšne težave vseeno pojavile. Kakšen je povzetek za dvojčke? Torej, videti je, da bo leto 2025 za vas izjemno pozitivno, še posebej druga polovica leta bo na vseh področjih kar precej prelomna. Imate vse ugodne tranzite glavnih planetov, tudi Ketu v 3. bo deloval pozitivno za vas. Torej, z vašim trdim delom in trudom bo to lahko zelo uspešno leto. Morda se boste počutili nekoliko odmaknjeni od svojih sorojencev, zlasti mlajših, ampak 3. hiša bo kljub temu delovalo vašo korist, čeprav bo tukaj Ketu. Ampak lahko se pa pojavi ta nek občutek oddaljenosti, posebej od mlajših sorojencev. Jupiterov tranzit v 1. je za vas res dober, boste bolj pozitivni, srečni in zdravi. Vaš ugled, zdravje, finance, poslovanje, zakon, kariera, usoda in sreča, vse to se bo krepilo. Rahu v 9. bo pod vplivom Jupitra, bo prinesel odličen čas za dolga potovanja, morda celo obisk duhovnih ali verskih organizacij, lahko tudi nekih umikov, meditacijskih ali joga programov, ampak kot sem rekla, bodite organizirani, strpni, potrpežljivi, torej dobro se organizirate, pa bo to neko potovanje v tujino se dobro izteklo. Ampak za obisk, bom rekla, nekih verskih organizacij, programov, izobraževanj, povezavi z duhovnostjo, torej duhovnih izobraževanj, bo pa ta Rahu tukaj zelo dobro vplival, vam bo dal dobre rezultate, če boste šli naprimer na kakšno duhovno izobraževanje. Saturnov tranzit v 10. bo prinesel stabilnost in dolgotrajno trajnost v vašem delu, v poslu, ki si jo želite, pa tudi nagrade za vaš pretekli trud in vloženo delo. Torej, lahko tudi s tem Saturnom v 10. tudi napredujete. Ker če ste do zdaj delali, če ste bili pridni, če ste bili delovni, strpni, potrpežljivi, vztrajni, potem vam bo tale Saturn v 10. sigurno prinesel rezultate in tudi boljše prihodke. To je torej leto, da daste vse od sebe, ni meja temu, kar lahko dosežete v tem letu, ker imate res tudi ta močan dejavnik sreče, ta usoda lahko poseže v to, da vi lahko dosežete res veliko v tem letu. Posebej to velja za tiste, ki ste v pravih obdobjih, torej, ki vas v tej smeri podpirajo, torej lahko seveda izveste, če se naročite na osebno Jyotish analizo, zdaj imam tudi akcije v januarju, vse so navedene na moji spletni strani na oracleoflight.org. No, zdaj bi pa še pogledala malo v tarot, torej to leto 2025 je leto puščavnika, je leto 9, to je torej puščavnik, puščavniku pripada znamenje Devica, torej astrološko znamenje Devica in pa planet Saturn. Ker Saturn je seveda tudi planet, bom rekla, neke samote, upogleda vase, umirjenosti, vztrajnosti, trdnosti. Torej Saturn, kot sem rekla, torej, če boste delovni v tem letu, vztrajni, potrpežljivi, strpni, kot sem vam že prej povedala, ker Saturn bo v vaši 10. hiši, pa še leto 9 je, torej leto puščavnika, torej če boste to upoštevali, boste torej imeli res dobre rezultate v delu in tudi na splošno. Zdaj pa kakšni so izzivi tega leta, torej so seveda povezani s puščavnikom in v tarotu z devetkami, torej z devetico palic, ki predstavlja boj, moč, lahko da boste utrujeni skozi leto, tako da vam svetujem, da več počivate, da se več sproščate.
Potem lahko bi vas mučila tudi kakšna nespečnost, to velja za v bistvu vse ljudi, ki torej bojo vstopili v to leto, torej velja to za vse nas, ker je seveda devetici, torej puščavniku pripada tudi devetica mečev, ta pa predstavlja skrbi, strahove, obup, nespečnost, tako da veliko ljudi bi lahko mučila nespečnost, posebej tiste, ki nimajo discipline. Tako da, če boste imeli disciplino, da boste hodili v isti uri spat, v isti uri se zbujali, veliko se gibali, potem vi teh težav ne boste imeli, Ampak seveda leto puščavnika bo zahtevalo disciplino, Zdaj, seveda lahko se nam vedno pojavijo neke skrbi, torej za vas velja, da torej je za vas zelo pomembno, da ste disciplinirani pri delu, torej da tam vztrajate in ste skrbni, ker tam vam bo potem tudi Saturn tudi prinesel boljše rezultate, kot sem že prej rekla. Potem darovi tega leta so pa devetica čaš, sreča in uresničenje želja in devetica diskov, torej obilje, samostojnost. Veliko ljudi se bo v tem letu podalo na pot samostojnosti, torej bojo začeli samostojno pot. Zdaj, mogoče se vam toliko ne svetuje, zdaj, če bi že to hoteli, bi bilo boljše v prvi polovici leta, v drugi polovici leta se vam pa bolj svetuje stabilnost, torej da ne delate nekih večjih sprememb. Tako da, če boste želeli na samostojno pot, naredite to v prvi polovici leta, ne v drugi. Drugače pa, torej poskrbite zase, za svoje zdravje in da ne boste preveč utrujeni. No, zdaj pa grem še pogledati po tarotu, torej še karte, za dvojčke, torej gremo najprej na posel. Torej, kaj dvojčkom kaže v poslu, torej veliko sodelovanja, veliko boste delali, no, Saturn v 10. tudi torej predstavlja delo, trud, garanje, ampak tudi potem dobre rezultate. Torej, čaka vas lahko neko napredovanje v tem letu, da v delu vas bojo bolj spoštovali. Lahko bi torej neke nagrade dobili, ker se vam je zvezda pojavila. Zvezda pa pomeni torej prepoznavanje, nagrade, da bodo končno vas prepoznali v delu, v službi, v poslu, karieri. In trojka diskov prinaša sodelovanje, torej da boste verjetno sodelovali z nekom, ki vas bo tudi zelo pohvalil, oziroma boste imeli neko zelo dobro sodelovanje, ali pa vam to sodelovanje lahko prinese slavo, nek nov projekt, nek nov delovni zagon tudi lahko. Lahko tudi pomeni, da boste v poslu in karieri nekoga vprašali za mnenje, nekoga, ki je poznan, ali pa ki je zelo znan po svojih dobrih dosežkih. To lahko pomeni, drugače pa kaže vam nek postopen napredek in nagrade. Res je tudi, da boste mogoče lahko glede posla malo konfliktni, da ne boste točno vedeli, kaj narediti in vas čaka neka težka odločitev. Lahko je povezavi z nekim sodelovanjem, lahko je povezavi s samim delom, lahko je izobraževanjem v povezavi z delom, ker tudi vam kaže izobraževanje, zaradi rahuja, torej in boste lahko tudi so povezavi s poslom kaj izobraževali, tudi to bi se vam znalo zgoditi. Drugače pa v poslu oziroma karieri boste uspešni, vam pa kaže postopen napredek, neka težja odločitev in pa karta vam svetuje, da ste zmerni, potrpežljivi in strpni in potem dosežete dobre rezultate. Kaže vam tudi, da boste neke stvari pustili za sabo, prekinili, predvsem boste pa prekinili to, da govorite neke stvari, naprimer govorite o svojih načrtih, o projektih, potem pa to ne naredite, torej to boste pustili za sabo. Zdaj boste, to bo v bistvu leto 2025 bo leto, ko boste končno začeli uresničevati to, o čemer ste govorili, a ne nekaj časa že prej, pa niste to mogli uresničiti. Vas pa čaka verjetno neko napredovanje, boljše finance, neko zelo dobro poslovno komunikacijo, v komunikaciji boste zelo dobri, uspešni, tudi tukaj lahko kaj zaslužite, ampak bodo pa tudi konflikti, bodo tudi neke prekinitve, ampak nasplošno vam pa kaže v drugi polovici leta večji uspeh v poslu in karieri.
nek zelo dober poslovni dogovor boste sklenili, nek dober posel, ki vam tudi lahko prinese več denarja, tako da to vam zelo dobro kaže. Bodite diplomatični v tem letu. No, kaj pa ljubezen za dvojčke? Ljubezen za dvojčke. Kaj pa v ljubezni kaže za dvojčke? Ljubezen za dvojčke. Torej vam pa kaže boljša komunikacija s partnerjem, torej izboljšanje situacije. Do partnerja boste bolj diplomatični, tudi se vam svetuje, da mu ne poveste vsega direkt, ampak da poskušate biti z njim potrpežljivi, da mu na lep način stvari poveste in potem se bo vaša komunikacija izjemno izboljšala. Torej samski boste spoznali nekoga, ampak morate paziti se kakšne manipulacije strani te nove osebe, tega partnerja. Kaže vam sicer neko prizadetost, mogoče ne bodo se stvari čisto tako razvijale, kakor bi vi radi, torej samski boste mogoče neki prizadeti zaradi tudi neke komunikacije, zato res pazite, kaj govorite, lahko bo pa tudi vam nekdo nekaj rekel, kar vas bo prizadelo. Je pa res, da lahko srečate tudi nekoga, ki je z vami karmično povezan. Tudi to. Boste pa uravnovešali svoje ljubezensko življenje. Torej, samski, kot sem rekla, lahko spoznate eno osebo, ne preveč se ozirati na to, kaj vam bo govorila, ker to bi vas znalo prizadeti. Potem se bojo pa stvari sharmonizirale, vas čaka neko strastno razmerje lahko, tako da ne se mogoče zapenjati na te besede. Prav tako podobno velja za vezane, torej bo dobra komunikacija, kot sem rekla. Pazite se manipulacije, ampak je pa tudi res, da ni dobro, da partnerju se odkrito poveste. Če mu boste povedali na lep način, potem bo bolje za vaju, ker če boste preveč odkrito, tukaj morate res paziti na komunikacijo. Ker če boste odkrito, bi tudi lahko kaj vi rekli njemu, ker bo partnerja prizadelo, ali bo pa partner nekaj rekel vam, ker bo vas prizadelo. Tudi kaže potem v drugi polovici leta bolj harmonizacijo na področju odnosov partnerstva in nek nov strasten začetek. No, torej super vam kaže v drugi polovici, torej nov začetek, več ljubezni, več pozornosti, več strpnosti, več ljubezni. Je pa res, da boste morali tekom leta vse skozi spreminjati vzorce, da boste v nekem takem aktivnem letu, ko boste v povezavi s partnerjem, povezavi z njim, pa tudi na splošno v odnosih spreminjali vzorce. Boste začeli na stvari gledati malo drugače in se vam bo tudi zaradi tega zboljšalo. Drugače pa lahko preko partnerja dobite tudi večjo vsoto denarja, kaže vam pa nov začetek, torej samski boste dobili ponudbo za resno razmerje. Lahko celo poroko, vezani pa boste imeli zelo stabilno vezo, se vam bo zelo stabiliziralo, lahko preko partnerja tudi dobro zaslužite oziroma lahko dobite nek denar, mogoče bo on dobil kakšno dediščino, kakšen večji denar, pa boste od njega dobili potem tudi denar, vam zelo dobro kaže. Drugače pa ene stvari boste pa morali spustiti, ne pogrevati stvari, pazite v komunikaciji. No, zdaj pa še za dvojčke pogledajmo za zdravje. Paziti morate na zdravje kosti, zobe, sklepe, križ, lahko bi imeli kakšne bolečine, pazite se tudi poškodb. No, kaj pa dvojčki zdravje? Dvojčki zdravje. Bo kar v redu zdravje, torej ne vidim nobenih težav večjih, boste kar zdravi. Če ste imeli slabše zdravje, se vam bo zdaj povečalo, morate se pa paziti kakšnih odvisnosti, kakšnih slabih navad. Glede tega boste pa zelo v tem letu spreminjali te vzorce, tako da boste verjetno začeli bolj zdravo jesti, ne boste pili, če ste na primer do zdaj posegali po kakšni žlahtni kapljici. Torej, to bi bil lahko problem, kakšne nezdrave navade. Se tudi lahko, ne vem, preveč sedenja, nezdrava navada. Ampak tukaj boste pa naredili spremembo, ker se vam neko obdobje zaključuje, se vam začenja
drugo obdobje in boste od tega se umaknili, tako da to boste verjetno prenehali, karkoli počnete, kajenje, pitje, sedenje, ne. Torej, to pa se prekine v tem letu, boste spreminjali vzorce tudi na tem področju. No, dvojčki, torej želim vam obilo sreče, veselja, ljubezni v tem novem letu, da bi bili srečni, zdravi, zadovoljni. Izkoristite torej dobre priložnosti, ki vam jih to leto prinaša. Vas lepo pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.